Kje si? Čuj, reci mi, kakšna je tle gor situacija? Ni problema, vse čisto. Živijo, Sašo. Dan, Boris. Evo, jaz sem razložil zdaj. Mi boš izdal kakšen nalog? Seveda, sem že tukaj gledal. Mi bi še danes naložil. Sicer bo vikend, ampak se te lahko v Parizu, za Pariz greste. Se boste lahko ogledali malo tele znamenitosti. Poklic voznika je poklic za iznajdljive ljudi. Čar temu poklicu, kljub časovnim omejitvam, ki mu jih nalaga delo, daje občutek svobode. Voznik je oseba, ki s svojo iznajdljivostjo na poti in odgovornostjo na cesti prevozi ves svet. Dober voznik mora biti v dobri psihofizični pripravljenosti. Mora biti prilagodljiv, strpen in iznajdljiv. Vozniki so v večini bolj temperamentni ljudje, ki radi potujejo po svetu, ki ljubijo svobodo in si svojega življenja, svojega poklica ne predstavljajo v pisarnah ali delavnicah. Živijo, jaz sem Boris, voznik kamiona, tovornjaka. To delo upravljam že 17 let. Všeč mi je zelo razgibano. En dan si tukaj, jutri si tam. Za poklic voznik se lahko usposobimo v formalnem šolskem izobraževanju ali v neformalnem z nacionalno poklicno kvalifikacijo. Razlika je v tem, da pri šolskem izobraževanju udeleženci pridobijo stopnjo izobrazbe in lahko nadaljujejo šolanje na višji stopnji. Z nacionalno poklicno kvalifikacijo pa ne pridobimo stopnje, ampak samo kvalifikacijo. Tako je takole, ko se včasih podimo okrog. Tudi kakšnega srečamo, včasih kakšnega štoparja. Naprimer, enkrat sem dobil 2 vsa sestradana, tako da smo jih malo nahranili. Ta zadnjo pot po celi Evropi sta preštopala. Na zadnje sta pa dobila Slovenca, da jih je pripeljal domov. Formalno izobraževanje za voznika je sestavljeno iz splošnih in strokovnih predmetov ter praktičnega pouka. Predavanja in urnik so prilagojeni odraslim. Ma je kar zanimivo to naše delo, ne? Moraš ga pa delati s srcem, ker drugače pa ni to nič. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Ob uspešnem zaključku si udeleženec izobraževanja pridobi 4. stopnjo izobrazbe in lahko nadaljuje šolanje v programih višje stopnje.